Za vse to, da lahko mi brez težav brskamo po spletu, uporabljamo telefone, gledamo naše najljubše videoposnetke na različnih kanalih, potrebujemo električno energijo. In za to, da imamo zanesljivo oskrbo z električno energijo, potrebujemo veliko inženirjev elektrotehnike, ki neprestano skrbijo za to, da ne prihaja do kakšnih prekinitev. Vsakodnevno se vedno bolj kaže, da imamo porast potreb po električni energiji z vedno več gospodinjstvi, vedno več stvarmi, ki so na elektriko, z uporabo toplotnih črpalk, električnih avtomobilov. Kot lahko vidimo v naši okolici, tudi veliko več od nas ima sončne elektrarne na samih objektih. S tem se kaže porast po proizvodnji in porabi elektrike. Jaz sem se odločila za poklic elektroinženirja zato, ker v bistvu sem tudi doma imela očeta, ki je bil inženir elektrotehnike in sem skozi svoje otroštvo spremljala, s čim se je ukvarjal, da je tudi zelo veliko potoval po svetu, saj tudi drugje po svetu potrebujejo neprestano električno energijo in so naše možnosti mednarodne, torej lahko potujemo in lahko delo opravljamo kjerkoli in tako nismo tudi vezani na neko delovno mesto na enem mestu. Hkrati imamo veliko možnosti, da smo kreativni in si sami razporejamo, kaj želimo delati. In se mi je to zdelo zelo super, da bom lahko tudi jaz nekoč potovala okrog in v bistvu upravljala družbi koristno delo, kar bo v bistvu zagotavljalo, da bomo mi in vsi vi čim boljše živeli. Zato, če imaš rad ustvarjalnost, si kreativen in želiš delati v korist družbe, dobrodošel, da se nam pridružiš in postaneš inženir elektrotehnike.